Spoštovani, lepo pozdravljeni in dobrodošli v Evangeličanski cerkvi Dobrega pastirja Novo mesto. Obvestila za naslednji teden so naslednja. Jutri v ponedeljek ob 19. uri je molitveno srečanje. V sredo ob 19. uri smo vabljeni na tematsko predavanje z diskusijo. Tokrat bomo diskutirali in delali po skupinah o tem, kako se znebiti in rešiti užaljenosti, ki nas morda hromi. V nedeljo ob 10. uri pa imamo osrednje nedeljsko bogoslužje. V imenu cerkve se zahvaljujem vsem kosačem za tako lično urejeno okolico. Hvala za vaš trud, za vašo požrtvovalnost, predanost in predvsem za vašo skrb za naše skupne površine. Sedaj pa imamo še druga posebna obvestila za aktivnosti, ki nas čakajo v kratkem. Kot že vsi vemo, imamo naslednjo soboto, to je 31. avgusta, organiziran izlet s piknikom na Javorovici na Gorjancih. Danes je zadnji dan prijave, zato se kar hitro prijavimo. Imeli bomo organiziran pohod za tiste, ki to želijo. Za tiste, ki ne želijo pohoda, se bodo seveda lahko na lokacijo odpeljali z avtomobilom. Sicer pa organizatorji pripravljamo zabavno druženje, dobro kosilo, igre, čas za druženje, za pogovor. Zagotovo se bodo med nami spletle nove prijateljske vezi, ki bodo zaznamovale naše življenje. Pa, da ne bom predolga, si morda še enkrat poglejmo napovednik tega dogodka. Najlepši način, da sklenemo poletje, je v dobri družbi med prijatelji. Zato vas v Evangeličanski cerkvi Novo mesto vabimo na družabno-rekreacijski dogodek. V objemu Gorjancev. V soboto 31. avgusta se dobimo ob 9. uri na parkirišču Kartuzije Pleterje, odkoder se bomo podali na Javorovico. Pohodnike bo vodila Tabita Jovanovič. Poskrbite za primerno obutev, pohodne palice, vodo, repilant proti klopom in komarjem ter drugo pohodniško opremo. Vzpon bo trajal približno 2 uri. Ostali se boste na Javorovico odpravili z avtom. Vsi pa bodite opremljeni z dobro voljo. Dobili se bomo pri lovskem domu. Ob 12. bo skupno kosilo. Poleg dišečih dobrot iz žara bo na voljo tudi osvežilna zelenjava in druge dobrote. Po kosilu bo družaben program z animacijami, igrami, pogovorom in druženjem. Po žrebanju kupončkov in razdelitvi darilc pa bo sledila še duhovna misel. V objemu Gorjancev bo tako ostal prijeten trajen spomin vsem, ki se boste tega dogodka udeležili. Prijavnina znaša 12 evrov, za otroke do 12. leta pa je brezplačno. V prijavnino je všteta hrana in pijača. Prijave zbirata do 25. avgusta Rebeka in Danilo Jovanovič na telefonskih številkah 070 659 114 in 040 822 312, po elektronski pošti eco.nm@siol.net ali osebno. V objemu Gorjancev 31. avgust 2024. Vabljeni! Tako, potem pa imamo še nekaj obvestil. Najstniki in mladi in njihovi veroučitelji, ki smo morda malo manj mladi, bomo imeli piknik ob začetku šolskega leta in sicer bo ta piknik v soboto 7. septembra. O točni uri in kraju bomo še sporočili. Vsi zainteresirani in tudi tisti, za katere morda veste, da bi lahko bili zainteresirani, se lahko prijavite pri meni oziroma pri duhovniku Petru Golobu. Za vas, draga cerkev, pa imamo še eno posebno novico. In sicer smo se odločili, da bomo letošnje šolsko veroučno leto začeli nekoliko drugače.
Uvedli smo tako imenovano prvo veroučno nedeljo. V naši cerkvi pripravljamo dogodek z naslovom Potovanje v neskončnost, na katerega lahko povabite svoje prijatelje, svoje sodelavce, ki imajo otroke. Bogoslužje bomo tako kot običajno začeli ob 10. uri, potem pa bodo vsi otroci šli v za njih pripravljeno kuliso, kjer bomo imeli predstavo z različnimi eksperimenti, sledile bodo delavnice, presenečenje, spoznavne igre. Namen tega dogodka je predvsem predstaviti verouk v naši cerkvi in vsi starši, ki želimo svojim otrokom predstaviti vrednote, ki jih v tem svetu manjka, so pa seveda pomembne za razvoj naših otrok, pa tudi tisti starši, ki morda želimo dobro družbo za svoje otroke, smo vsi lepo vabljeni, da pripeljemo svoje otroke. Tudi mi vsi lahko povabimo vse tiste, ki jih to zanima. Dragi otroci, naj vam povem, da bomo z vami na predstavi Dedek Vsevedek, Primus Fantasticus, Učenjak junak, Zala Gala in Pika Poka. Pa si poglejmo napovednik tega dogodka. Živjo, jaz sem Tomaž. Živjo, jaz sem pa Zala. Kdo bo pa mene predstavil? Se res, kdo si pa ti? Kje pa je kdo? Tukaj sem. Jaz sem Primus Fantasticus oziroma za prijatelje fantastični Primož. Jaz sem pa zdaj zavajal eno ful dobro uganko. Katero vozilo ima v svoji besedi žival? Avto? Ne, avto nima. Kolo? Ne, kolo tudi ne. Vlak? Kaj se pelje po cesti? Ne, ni tako enostavno. Potem pa plava na vodi. Na Ne. vodi plava. Ampak plove po vesolju. Vam dam en namig. Ima besedo rak. Raketa, plan. Ja, raketa. Potem pa vaju in vse vajine prijatelje povabim na potovanje v neskončnost. Odpeljali se bomo z najmodernejšo raketo. Kdaj in kje pa? V nedeljo 8. septembra ob 10. uri se dobimo na najvišji točki Novega mesta na Trubarjevi ploščadi Evangeličanske cerkve Novo mesto, odkoder bomo vzleteli. Ja, kdo pa lahko pride? Vsi otroci in njihovi starši. Kaj pa se bo na tem potovanju dogajalo? Veliko. Ogledali si bomo ful dobro predstavo z naslovom Potovanje v neskončnost, sledile bodo zabavne spoznavne igre, eksperiment, delavnice, presenečenje in vsak otrok bo nekaj dobil, pa še en namig glede darila. Zvezdic cela četa, v vesolju tire spleta, za svetovno dolga leta tja ponese jih Raketa! Se vidimo v nedeljo 8. septembra. ob 10. uri v Evangeličanski cerkvi Novo mesto. Torej, dragi otroci, dragi starši, se vidimo v nedeljo 8. septembra. Kot ste verjetno že videli, smo po elektronski pošti pošiljali vabila. Kdor želi, so ob obeh izhodih tudi zelo lično pripravljena tiskana vabila, kjer so vse pomembne informacije. Ob tem naj še povem, da je dogodek seveda brezplačen, tako da vzemite letake in jih razdelite. Potovanje v neskončnost in zabava za naše najmlajše. Tako, sedaj pa bomo zapeli skupno pesem, ki pravi Ljubezen Božja.
Pomoč naša prihaja od Gospoda, ki je ustvaril nebo in zemljo. Biblično vodilo za naslednji teden je iz Evangelija po Mateju 25:40 in pravi takole. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. In na današnjo nedeljo se po evangeličanskih cerkvah bere naslednja molitev iz knjige Psalmov. Dobro je človeku, ki je usmiljen in posoja, ki svoje reči ureja po vesti, zakaj na veke ne bo omahnil. Pravični človek ostane v večnem spominu. Ni se mu bati slabih vesti, njegovo srce je trdno, upa v Gospoda. Njegovo srce je stanovitno, ne boji se, dokler uničenih ne vidi svojih nasprotnikov. Razdeljuje, daruje ubogim, njegova darežljivost vedno traja, njegova moč se dviga v časti. In drage sestre, dragi bratje, da se bomo lažje in lažjih src približali Bogu, priznajmo svoje grehe rekoč: Gospod naš Bog, ti vidiš v naša srca in ti veš, da nismo vedno prijazni, ne do tebe in ne do soljudi. Z nikomer velikokrat ne želimo deliti sreče in uspeha. Preveč je le praznih besed. Usmili se nas za vse, kar smo narobe naredili, in nas popelji na pot vere, ljubezni in upanja. Amen. In Božja beseda nas tolaži z naslednjimi besedami milosti in hvalospeva. Bližajmo se torej z zaupanjem prestolu milosti, da dosežemo usmiljenje in najdemo milost za pomoč ob pravem času. Slava Bogu na višavah in na zemlji mir ljudem, ki so mu po volji. Amen. In naša naslednja pesem govori o eni zgodbi, in sicer o zgodbi, ki je pravzaprav ne moremo doumeti, pa vendar je resnična. Kdo razumel bi to, da nas ima vsemogočni Bog tako rad, vsakega izmed nas?
Drage sestre, dragi bratje, izvolite sesti. Današnje berilo, ki ga bomo skupaj prebrali, je iz Evangelija po Luki, 10. poglavje od 25. do 37. vrstice, kjer pravi takole. In glej, neki učitelj postave je vstal in ga je takole skušal. Učenik, kaj naj storim, da dosežem večno življenje? On pa mu je rekel, kaj je pisano v postavi? Kako bereš? Ta je odgovoril, ljubi Gospoda, svojega Boga, z vsem srcem in vso dušo in vso močjo in vsem mišljenjem in svojega bližnjega, kakor samega sebe. Prav si odgovoril, mu je rekel, to izvršuj in boš živel. Ta pa se je hotel opravičiti in je Jezusu rekel, in kdo je moj bližnji? Jezus je povzel besedo in rekel, neki človek je šel iz Jeruzalema v Jeriho in je padel med razbojnike. Ti so ga oplenili in mu zadali rane, ter so odšli in ga pustili na pol mrtvega. Primerilo pa se je, da je šel po tej poti neki duhovnik in ga je videl in šel mimo. Prav tako je tudi Levit, ki je prišel na to mesto in ga videl, šel mimo. Ko pa je neki popoten Samarjan prišel do njega in ga videl, se mu je v srce zasmilil. Pristopil je k njemu in v njegove rane ulil olja in vina ter obvezal. In posadil ga je na svoje živinče, peljal do gostišča in poskrbel zanj. Drugi dan je vzel 2 denarja in dal gostilničarju ter rekel, poskrbi zanj in kar boš več potrošil, ti jaz nazaj grede povrnem. Kateri izmed teh 3 se ti zdi je bil bližnji tistemu, ki je padel med razbojnike? On je dejal, tisti, ki mu je izkazal usmiljenje. Jezus mu je rekel, pojdi in tudi ti tako delaj. Drage sestre, dragi bratje, skupna točka prebranega odlomka je spregledanost. Biti spregledan, biti neviden in neslišen je tudi eden izmed največjih strahov, s katerimi se bori naša družba. Kako danes pojmujemo svoje bližnje? Koga vidimo? Koga slišimo? Koga spregledamo? Največkrat se ravnamo po tem, kako nam je nekdo podoben, po svojih stališčih, prepričanjih, celo veroizpovedi. Če je v našem krogu, ga označimo za pridnega in smo mu pripravljeni pomagati. Veste, beseda pridnost je v današnji družbi še kako prisotna. Tako kot s to besedo ponazarjamo lastnost otroka, ki nas brezpogojno uboga, sledi našim navodilom in stališčem, je miren, naravnan tako, da izpolnjuje vse naše zahteve, se odzove na potrebe drugih, oziroma je tisti, ki težko reče besedo ne in ne zahteva ničesar zase. To isto, lastno zgodbo pa lahko preslikamo tudi na odrasle. Danes, dragi zbrani, živimo v absurdnosti časa in v svetu, v katerem se nahajajo številne podobe, a zelo malo ljudi, zelo malo bližnjih. To je svet, v katerem marsikoga ne vidimo ali pa se morda celo sami počutimo spregledane. Pozabljamo na ljudi okoli nas, celo na nas same. Ignoriramo tiste, ki so od nas drugačni. Ta nevidnost, odsotnost, odvečnost nas samih ali koga v naši bližini pa je velik problem, ob katerem se premalokrat ustavimo oziroma nanj premalo resno gledamo. Za razliko od nas, drage sestre, dragi bratje, pa je Božje usmiljenje tako zelo drugačno, namenjeno vsem ljudem, tudi tistim spregledanim in nevidnim. In to usmiljenje potrebujemo tudi danes, drug do drugega. Odpuščajmo drug drugemu, bodimo usmiljeni drug do drugega, pa bomo postali vidni, saj bomo v svojih življenjih naredili močno sled, ki bo postala svetilnik za mnoge. In naslednja pesem, ki jo bomo zapeli, govori ravno o tem, da ljudje potrebujemo sočutje, da ljudje potrebujemo milost, da ljudje potrebujemo ljubezen, ki nikoli ne mine.
ljubezen, ki ne mine, naj milost se spusti in Božje odpuščanje, njegovo dobrotljivost, njemu sveta je. Jezus, on premika gore, on je mogočen Gospod, ki rešuje povsod. Zavedno, on je moj rešitelj, od mrtvih vstal je živi, Jezus zmagal si ti. Tako sem prihajam, nesrečen in obupan, izpolni mi srce, izročam ti življenje, sledil ti bom zaupal, rešitelj moj si. Jezus, on premika gore, on je mogočen Gospod, ki rešuje povsod. Zavedno, on je moj rešitelj, od mrtvih vstal je živi, Jezus zmagal si ti. Jezus, on premika gore, on je mogočen Gospod, ki rešuje povsod. Zavedno, on je moj rešitelj, od mrtvih vstal je živi, Jezus zmagal si ti. Lučari zdaj, svet spozna naj, on je kralj za vekomaj, stane mu čas zdaj. Jezus, lučari zdaj, svet spozna naj, on je kralj za vekomaj, stane mu čas zdaj. Jezus, lučari zdaj, svet spozna naj, on je kralj za vekomaj, stane mu čas zdaj. Jezus, on premika gore, on je mogočen Gospod, ki rešuje povsod. Zavedno, on je moj rešitelj, od mrtvih vstal je živi, Jezus zmagal si ti. Jezus, on premika gore, on je mogočen Gospod, ki rešuje povsod. Zavedno, on je moj rešitelj, od mrtvih vstal je živi, Jezus zmagal si ti, od mrtvih vstal je živi,
Bog, hvala, ker si usmiljen do nas. Naj tvoja ljubezen postane naša ljubezen. Tvoje usmiljenje, naše bogatstvo za vse ljudi. Za vesele in žalostne, za zdrave in bolne, za vidne in za spregledane. Amen. In sledi še nabirka prostovoljni prispevki s pesmijo, ki pravi: srečen sem, ker me je Bog dvignil, ker me Bog ljubi. Srečen sem, Bog je dvignil me. Srečen sem, Bog je dvignil me. Srečen sem, Bog je dvignil me. Moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Me potegnil je, Jezus iz tebe, sem pogrezal vse. Me potegnil je, Jezus iz tebe, je potegnil me. Moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Zdaj sem sužen bil, Jezus Kristus me je osvobodil in odrešil me. Zdaj sem sužen bil, je odrešil me. Moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Aleluja, I'm walking with the King. Praise His holy name, I'm walking with the King. Aleluja, I'm walking with the King. Every day I am walking with the King. Hallelujah, I'm walking with the King. Praise His holy name, I'm walking with the King. Hallelujah, I'm walking with the King. Every day I am walking with the King. Srečen sem, Bog je dvignil me. Srečen sem, Bog je dvignil me. Srečen sem, Bog je dvignil me. Moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Me potegnil je, Jezus iz tebe, sem pogrezal vse. Me potegnil je, Jezus iz tebe, je potegnil me. Moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Zdaj sem sužen bil, Jezus Kristus me je osvobodil in odrešil me. Zdaj sem sužen bil, je odrešil me. Moja slava, aleluja, Bog je dvignil me. Bog je dvignil me. Izvolite sesti. Kot je že celotno današnje bogoslužje, božja služba, fokusirana na ljubezen do bližnjih in je tudi biblično vodilo namenjeno temu, bomo o tem tudi govorili. Kateri dan naj bi bil najpomembnejši dan v zgodovini sveta? Ali je to božični dan, velikonočni dan, dan izuma tiska ali poleta v vesolje ali dan konca svetovne vojne? Najpomembnejši dan v zgodovini človeštva je tisti, ki šele pride. Sveto pismo pravi, da je to dan sodbe ob koncu časov, ko bo Bog sodil vse žive in vse mrtve. To izpovedujemo tudi v apostolski veroizpovedi. Takrat bo prišel Sin človeka v svoji slavi in vsi angeli z njim. Kaj se bo zgodilo takrat? Ustanimo k poslušanju Božje besede in dobili bomo odgovor na zastavljeno vprašanje. Kralj jim bo odgovoril: resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Blagor tistim, ki Božjo besedo poslušajo in se po njej ravnajo. Amen. Današnje evangelsko berilo, ki ga najdemo samo pri evangelistu Mateju, nas opominja, da človeštvo čaka vznemirljiv dogodek.
Rečeno metaforično, če uporabim Jezusovo besedo, dan ločitve ovc od kozlov, pravičnih od nepravičnih. To priznavamo vsakič, ko izpovedujemo apostolsko veroizpoved, ki pravi, da bo Gospod Jezus Kristus, ki sedi na desnici Boga Očeta Vsemogočnega, prišel soditi žive in mrtve. Krščanski Bog ni najvišje bitje oddaljeno nekje v skrivnostnem vesolju, ni kot so bogovi Grkov in Rimljanov nekako nedosežen, nezainteresiran, pasiven, oddaleč opazujejo svet z varne razdalje. Bog je tukaj, z nami, v naših bližnjih, ki nas potrebujejo. Ali želimo videti Božji obraz? Poglejmo naokoli. Torej, bližnji ob nas. V obrazu enega od Božjih najmanjših bratov, pravi Jezus, vidimo Boga. Kdor povzroča grozodejstva, ne pozna Boga. Cerkev, ki odreka gostoljubje tistim, s katerimi se ne strinja, ne pozna Boga. Verski voditelji, ki netijo sovraštvo, razdvajajo in izobčujejo, ne poznajo Boga. Kristus pravi, kot smo že slišali na samem začetku Božje službe, resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših, ste meni storili. Kaj bo merilo pri poslednji sodbi? Ne bo bistveno, kako smo bili krščeni, kako smo obhajali Gospodovo večerjo, kateri cerkvi pripadamo, koliko Sveto pismo poznamo in kako molimo. Nič, kar diši tipično po krščanskem, po verskem, če rečem širše, ne bo odločilno. To nas preseneča, kaj ne? Kristus je poudaril osebno noto vere, izraženo v odnosu do svojega bližnjega. Kaj je vstopnica v Božje kraljestvo? Ljubezen. Zakaj? Zato, ker Bog je ljubezen. Jezusova napoved posledne sodbe je ponovitev začetek stvarjenja. Kot je bilo na začetku, tako bo na koncu. Gre za ločitev. Na začetku je Bog ločil svetlobo od teme. Na koncu pa bo ločil, kakor pastir, loči ovce od kozlov, pravico od nepravice, krivice. Zakaj Bog ločuje? Ne zato, da razdvaja, ampak zato, da ustvari prostor novemu načinu bivanja. Najpomembnejše vprašanje vsakega zemljana je, na kateri strani bo poslednji dan, na levi ali desni, kot pravi Jezus, pa pri tem ne gre za politično ali kako drugo orientacijo, gre za metaforo, za besedno sliko. Predstavljajmo si trenutek vesoljne sodbe, ko bo Bog presodil vse ljudi, žive in mrtve. Recimo, da bi me vprašal, kot običajno pričakujemo. Zakaj naj te spustim v nebesa? In odgovoril bi, Bog v nebesa me spusti zato, ker verujem v Gospoda Jezusa Kristusa kot odrešenika, kot je ponujen v evangeliju. Na to bi stekel pogovor med mano in vsemogočnim Bogom. Prav, vendar ali obstaja dokaz, da resnično veruješ v Gospoda Jezusa Kristusa in ga ljubiš vsem svojim srcem, dušo in močjo? Kaj bi odgovorili na to? Dokaz je samo en. Ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Sodni dan ne pozna moraliziranja, kot smo ga vajeni. Privzgojeno nam je, vsiljeno nam je prepričanje, da bo takrat se presojalo glede naših grehov.
presojalo se bo o naši ljubezni. Pozabimo na srednjeveško cerkev, pa se orientiramo k evangeliju. Naj karikiram. Jezus, ko govori o poslednji sodbi, sploh ne govori o kajenju, gledanju televizije, interneta, ne govori o seksu, nakupovanju ob nedeljah, krstu, molitvi, krščanskem nauku, daru jezikov, vrsti veroizpovedi, načinu bogoslužja, takšne ali drugačne svetosti. Vse to je treba dati v normalo. Vendar ne se fokusirati na to, pa potem zgubiti bistveno. Torej, verniki iz časov mojega otroštva ne bodo takrat le presenečeni, bodo tudi razočarani. Kajti na sodnem dnevu bodo zatečeni in osupli. Presojalo se bo o ljubezni. Zato je bolje, da smo vnaprej pripravljeni. Merilo presoje na sodnem dnevu, pravi Kristus, je samo eno. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših, ste storili meni, smo storili Kristusu. Merilo je ljubezen. Jezus je to predstavil slikovito in nadaljeval. Kajti lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Tedaj mu bodo pravični odgovorili: Gospod, kdaj smo te videli lačnega in te nasitili, ali žejnega in ti dali piti? Kdaj smo te videli tujca in te sprejeli, ali nagega in te oblekli? Kdaj smo te videli bolnega ali uječi in smo prišli k tebi? Kralj jim bo odgovoril: resnično povem vam, karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste meni storili. Tedaj poreče tudi tistim, ki bodo na levici: proč izpred mene prekleti v večni ogenj, ki je pripravljen hudiču in njegovim angelom. Jezusov opis posledne sodbe pove, da posledna sodba ni nekaj, česar bi se morali bati, ampak je nekaj, kar si moramo, bom kar tako rekel, želeti. Zakaj? Zato, ker takrat bo rečeno, kot rečemo, Bobu Bob. Namesto, da bi pred Božjo sodbo bežali, se raje na njo veselo pripravljamo, kajti doživeti Božjo sodbo pomeni doživeti polnost Božje ljubezni. Nekoč je cerkev posledno sodbo zlorabljala, včasih jo tudi zdaj, da z njo ustrahuje, manipulira in drži ljudi v pokorščini. Običajno so nad izhodom cerkve naslikali posledno sodbo. Tako, ko so ljudje odhajali iz cerkve, da jim je ta slika ostala in so na ta način bili ustrahovani. Takrat, zato se veselim Božje sodbe, bo konec vseh laži. Takrat bo konec vseh laži. Vseh spletk, vseh slabih namenov, zvijač krivic, pretvarjanj, zlorab, podtikanj, sramote, ki nas hromi. V tistem trenutku bo v ognju Božje ljubezni presojeno vse. Takrat bo vse jasno, razkrito, golo in čisto. Zato se posledne sodbe ne rabimo bati, kajti Sveto pismo pravi, da v ljubezni ni strahu, temveč popolna ljubezen strah prežene. Kristjani na poslednji sodbi ne bomo kaznovani, ampak bomo prejeli nagrado. Tako pravi Sveto pismo. Na tehtnici posledne sodbe bo imel težo tudi kozarec hladne vode. To je Jezus rekel ob neki drugi priliki. Kristjani se ne pripravljamo le na Kristusov prihod, vnovični, ali na svoje vstajenje od mrtvih, ampak moramo razmišljati
tudi o poslednji sodbi. Ko bo Bog obrisal vse solze z naših oči, ko smrti ne bo več, pa tudi žalovanja, vpitja, bolečine ne, kajti prejšnje je minilo in vse bo novo. Zato se poslednje sodbe ne bojim, ampak se je veselim, kajti v ljubezni ni strahu. Takrat bomo zares izkusili Božjo ljubezen. Zato je apostol Pavel napisal, komaj čakam biti s Kristusom. Na poslednji sodbi ne bomo opravičeni zato, ker verujemo. V Jakobovem pismu je zapisano, da tudi demoni verujejo in se celo pred Bogom tresejo, trepetajo. A to ne zadostuje. Kajti apostol pravi, da je vera brez del mrtva. Martin Luther je rekel, Bog ne potrebuje naših dobrih del, potrebujejo pa jih naši bližnji. Kajti dobrih del ne delamo zato, da bi bili odrešeni, ampak dobra dela delamo zato, ker smo odrešeni. Pot do Boga je ljubezen do naših bližnjih. Na poslednji sodbi ne bo štelo, koliko časa se molil, se postil, bral Sveto pismo, ne me napak razumeti, ampak hočem postaviti v fokus to. Štelo bo, ali sem nahranil, zdaj govorim spet, slikovita dela ljubezni. Ali sem nahranil lačnega, odžejal žejnega, sprejel tujca, oblekel nagega, obiskal zapornika in obiskal bolnega. Izkoristiti moram priložnosti za izkazovanje ljubezni. Zgodnja cerkev je bila privlačna, vidimo iz zgodovine, ne zaradi njene teologije, zaradi njenega nauka, ampak zaradi njenega praktičnega življenja, zaradi njenih del ljubezni. Okolica je govorila, poglejte, kako ljubijo druge. Jezusovi sledilci so posvajali zapuščene otroke, zapornikom so delili hrano, bolnim zdravila, poskrbeli so za dostojen pokop revnih, čigar trupla so odvrgli zunaj mesta. Ko je v rimskem imperiju postošila kuga, so skrbeli za pogane in za njihovo zdravje. Niso spraševali, ali je nekdo kristijan ali pa ni kristijan. Z vsako osebo so ravnali kot z Jezusom. Tako je napisano. Z vsako osebo so ravnali tako kot z Jezusom. Kaj torej bo merilo pri poslednji sodbi? Naj povem plastično. Kozarec hladne vode. Telefonski klic, prijateljski pozdrav, objem, spodbuda, nasmeh, prijazna beseda, molitev za nekoga v stiski, prijava zlorabljene osebe policiji ali socialnemu varstvu, obisk bolnega, pomoč ostarelemu. Zato imamo na vratih napisano cerkve, vratih cerkve. Prihajamo, da bi molili, odhajamo, da bi služili. Ali razumemo razliko med egoizmom, tem sebičnim samoljubjem, ki se hrani z egom in strastjo, in potem, ko vemo, da to Bog obsoja, se raje obrnimo k altruizmu, k nesebičnem podarjanju sebe. In to poganja edino požrtvovalna ljubezen in spoštovanje do bližnjega. Pri prvem, torej pri egoistu, ta upošteva samo svoje koristi in interese. Altruist pa upošteva korist drugih.
Ko bo prišel konec, bo Kristus kralj sedel na prestol svojega veličastva. Pred njim bodo zbrani, pravi Jezus, vsi narodi in ločil bo ene od drugih, kakor pastir loči ovce od kozlov. Torej, Sveto pismo slikovito pove ob neki drugi priliki, da se bodo takrat odprle knjige. Kaj so te knjige? Te knjige so lahko marsikaj. Odprle se bodo tudi knjige srca. Knjiga srca. Knjige so naša srca. Prodorna Božja luč bo razodela, kaj je v srcih ljudi. Ali je v srcu ljudi ljubezen do bližnjega, ali pa je sovraštvo. To, kar je v srcu vsakega človeka, se bo pokazalo na poslednji sodbi. Takrat bo vse razodeto, nič ne bo skrito, vse bo golo, pravi apostol Pavel, jasno, in vse bo prišlo na dan. Interesi, motivi, ki ženejo ljudi v dobro ali pa v slabo. Merilo presoje na sodnem dnevu bo samo eno. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših, ste meni storili. Merilo je ljubezen. In Jezus je slikovito rekel, lačen sem bil in ste mi dali jesti, žejen sem bil in ste mi dali piti, tujec sem bil in ste me sprejeli, nag sem bil in ste me oblekli, bolan sem bil in ste me obiskali, uječi sem bil in ste prišli k meni. Takrat se bo končno videlo, ali ljubim ali ne ljubim. Jezus pravi, da je sodba drugačna, kot si mi mislimo. Da Sin Božji ni prišel na ta svet zato, da bi svet obsodil, ampak da bi se svet po njem rešil. Sodbo pa določamo sami sebi s tem, ker je luč prišla na svet. Če pa ljudje bolj ljubimo temo kakor luč, ker so dela ljudi hudobna, pravi, s tem obsodimo sami sebe. Lačen sem bil in ste mi dali jesti. Večina ljudi je duhovno lačna. Manjka Bog. Manjka Bog. Jezus je rekel, jaz sem kruh življenja, kdor pride k meni, gotovo ne bo lačen. Ali naša cerkev ponuja Jezusa kot kruh življenja? Žejen sem bil in ste mi dali piti. Mnogi bi se radi pridružili ženi Samarjanki ob vodnjaku, ker tudi druge ljudi žeja po Bogu. Kristus ponuja takšno vodo. Pravi, kdorkoli bo pil od te vode, ki jo jaz dam, ne bo nikoli žejen, ampak bo ta voda postala v njem izvir, ki teče v večno življenje. Ali naša cerkev ponuja takšno vodo? Tujec sem bil in ste me sprejeli. V svetu migracij, beguncev, je veliko tujcev. Lahko bi bili tudi mi na njihovem mestu, če bi živeli v neki drugi kulturi ali kraju ali pa času. Kakšen odnos imamo do njih? Ali razumemo njihovo stisko? Do teh, kar je bilo povedano tudi uvodoma med slavljenjem in oboževanjem, ki so spregledani, na nek način nevidni, ki jih mi naredimo za nevidne. Obstajajo še drugačni tujci, kajti živimo sredi množice ljudi, a smo osamljeni. Živimo kot v mravljišču, a ne poznamo drug drugega. V velemestih. Nebotičniki in tovarniški dimniki so prerasli zvonike katedral. In to je en znak, kako družba pozablja na Boga. Kako smo drug drugemu tujci. Ali ljudje vedo, da obstaja evangeličanska cerkev dobrega pastirja Novo mesto, kjer so lahko sprejeti, ljubljeni, dobrodošli? Kaj naredimo za njih, da se ne bodo počutili kot tujci? Kako in kdaj jih bomo prijazno povabili medse?
Zdaj, ko imamo v objemu Gorjancev skupno druženje, pa imamo za otroke in ostale potovanje v neskončnost, se lahko v to vključimo kot celotna skupnost in povabimo na vse te aktivnosti, če želimo sprejeti Kristusov evangelij, ki pravi, karkoli ste storili enemu mojih najmanjših, ste storili meni. Nag sem bil in ste me oblekli. Torej ne govorim samo o humanitarnih organizacijah, kajti svet je nag predvsem duhovno, ker ne pozna Boga. Tako kot sta bila naga Adam in Eva po padcu v greh, lahko se lepo oblačimo, nič narobe, lahko nosimo znane blagovne znamke, a te duhovne nagote ne moremo pokriti. Oblačimo se vse, kar nam družba ponuja. Tudi smetmi, kar nam ponuja internet. Oblačimo se z vsem, kar nam ponuja družba, brez neke razsodnosti. Ni vse slabo, vendar je treba znati presojati, biti kritičen. Oblačimo se z vsem, kar nam družba ponuja, od žurov, pametnih ur, turističnih potovanj v vesolje, umetne inteligence, pa do patološke obsedenosti zdravo in biološko čisto hrano. Tudi jaz rad jem zdravo, ekološko in je pohvalno. Kdor to goji, promovira in prodaja. Vendar narobe je, če to postane tako huda stvar, kot recimo anoreksija ali bulimija, to pa postane potem ortoreksija. Torej neka obsedenost s tem ali neka nova religija. Torej vse na pravo mesto. Hočem povedati, da se brez premisleka odločamo tudi, da ne bi prebrali ali se pozanimali najosnovnejše stvari, ko nam jih nekdo ponudi kjerkoli, z neko reklamo ali z nekim letakom, v bistvu pa gre samo za kapital, za zaslužek. Ne vedno. Seveda so tudi čisti, dobri nameni. In tudi jaz poznam ljudi, katerim lahko zaupam, zato je najbolje človeka poznati. Torej hočem povedati, ali smo cerkev, ki ponuja najlepše oblačilo, da bi pokrili to duhovno nagoto. Samo cerkev ima takšno oblačilo. Kreiral jo je sam Gospod stvarnik, ima nebeški dizajn. Apostol Pavel pravi, vsi, ki ste bili krščeni v Kristusa, ste oblekli Kristusa. Torej, kdaj bomo ponudili to oblačilo Kristusa ljudem izven cerkve? Bolan sem bil in ste me obiskali. Ko so Jezusa vprašali, zakaj se druži z grešniki, jim je rekel, ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni. Pojdite, poučite se, kaj pomenijo besede usmiljanja hočem in ne žrtve. Namreč nisem prišel klicati pravičnih, ampak grešnike. Živimo v sodobni družbi, a kljub temu smo zelo bolni. Pa ne mislim samo na fizične in psihične bolezni, ker smo v cerkvi, govorim in usmerjam predvsem na duhovno bolezen. To pa je, ker odklanjamo Boga. Edino cerkev ima zdravilo proti tej bolezni. Kdaj bo cerkev končno po vsem svetu postala bolnišnica, ne pa sodišče? Prepustimo sodbo poslednji sodbi. V ječi sem bil in ste prišli k meni. Najtežje je priti iz zapora brez rešetk. Toda ves svet je na nek način postal ječa. Bojimo se drug drugega. Vsak posameznik je postal svoj lastni pekel. Jezus je razložil, kako se lahko človek edino osvobodi te ječe. Spoznali boste resnico
in resnica vas bo osvobodila. Resnično povem vam, vsakdor dela greh, je suženj greha. Če pa vas sin osvobodi, boste resnično svobodni. Kaj naredimo kot cerkev, da osvobajamo jetnike sodobnega časa? Vse, kar bo sledilo po vnebozetju živih in vstajenju mrtvih, je ločitev ovc od kozlov. In takrat bo prišlo na delo to, sad ljubezni oziroma sad duha pa je ljubezen. Ločitev ne bo temeljila na svetopisemskem znanju, teologiji, bogatstvu, narodnosti, izobrazbi, statusu, spolu, kapitalu, položaju v družbi, morali, ampak na ljubezni do bližnjega. Karkoli ste storili enemu mojih najmanjših, ste storili meni. Kos kruha revnemu, kozarec vode v sušni Palestini, oblačilo nagemu, obisk bolnika, prijazna beseda jetniku. To je vera v praksi. Naš najmanjši brat je tudi Gospodov brat. Kako drugačen svet bi bil, če si ob koncu postavimo vprašanje, če bi kristijani živeli tako, kot nas uči evangelij. In če nimamo materialnih sredstev, zmoremo prijazno besedo. Če ne moremo nekoga povabiti na gostijo, spet rečem slikovito, mu lahko ponudimo kozarec hladne vode. Lahko smo družba bolnemu, družba osamljenemu. Gospod ne zahteva ničesar, kar presega naše moči in naše zmožnosti. Razlike med ljudmi ne določa to, ali je kdo kapitalist, komunist, levičar, desničar, konzervativec, liberalec, rimokatolik, protestant, jud, musliman, bahajec, hindujec, budist, ateist, agnostik in tako naprej, ampak ali ljubi svojega bližnjega. Starec Zosima, junak Dostojevskega, je rekel, pekel je trpljenje, ker ne moreš ljubiti. Pekel je to, da ne moreš ljubiti, da ne morem ljubiti, da ne moremo ljubiti. Kje nas čaka Bog? Ne v nebesih, tukaj. Bog nas ne čaka v nedeljo dopoldan pri sveti obhajilni mizi v kruhu in vinu, ampak v našem bližnjem. Tu se učimo in zapovedujemo, izpovedujemo vero. Tam pa to vero živimo. Bog nas čaka v vsakem kotičku sveta, v vsaki človeški duši, v vsaki stiski, v vsaki potrebi, v vsakem trenutku dneva in noči. Poslani smo, da najdemo Boga v naši družini, sorodnikih, prijateljih, sosedih, sodelavcih in celo naših sovražnikih. In celo naših sovražnikih. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših, ste meni storili. To je pristnost Kristusovega nauka. In kako se Kristus pojavlja zdaj? Ko je prišel na ta svet, se je pojavil kot otrok, pa ga niso prepoznali. Tam, v jaslih, na prvi božič. Kako pa se Bog pojavlja v svetu zdaj? Pa ga spet ne prepoznamo. Zato, ker se zdaj pojavlja kot lačen, žejen, nag, revež, tujec, bolnik, jetnik. To so slike. Pomenijo pa vse. Hitro se ugriznem v usnice, ko se zalotim, da pred človekom zaloputnem vrata, govorim slikovito, v njegovi potrebi. Ko nagajivega otroka ošvrknem z očmi, ko se za nekom obrnem s posmehljivim pogledom, ko nekom privoščljivo in obrekljivo spletkarim, povzročam bolečino krivice ali pa ko nekoga s tem,
ko proti njemu govorimo osamimo. Tako radi kažemo s prstom na druge, češ, da so slabši od nas, zato da bi bili mi videti boljši. Ampak to, kar moramo vedeti, ni visoka teologija, ampak Jezusov nauk, ki ga dojame vsak. Gre za praktično krščanstvo, ne za teoretično krščanstvo. Praktično krščanstvo. Končno, Bog presoja drugače kot mi. Med nami je ogromno razlik. In vedno bo tako. Eni radi pijemo kavo, drugi čaj. Eni spijo pri odprtem oknu, eni pri zaprtem. Eni hodijo na golf igrišča, eni na tenis igrišča. Eni radi plavamo, drugi radi tečejo. Eni radi beremo knjige, drugi raje gledajo filme. Eni uživamo v glasbi, drugi v športu. V življenju je vedno tako. Eni imajo radi rdečo barvo, eni imamo radi sivo barvo. Je pa pomembno v življenju samo to. Dva velika trenutka. Trenutek rojstva in trenutek, ko ugotovim, zakaj sploh živim. Na prvi trenutek življenja nimam vpliva. Na drugi trenutek, da vem, zakaj živim, pa imam. Kajti živeti se splača samo za tisto, za kar se splača tudi umreti. Umreti pa se splača samo za tisto, kar je nesmrtno in večno. In zadnja misel, na svetu je mnogo različnih stvari, reči, ideologij, narodov, stvari. Na koncu pa bosta samo dve stvari. Če ponovim Jezusovo sliko, ovce, kozli. Kaj, kdo sem? Ovca ali kozel? Če kdo pravi, ljubim Boga, pa sovraži svojega brata, je lažnivec. Kdor namreč ne ljubi svojega brata, ki ga je videl, ne more ljubiti Boga, katerega ni videl. In od njega imamo to zapoved. Tisti, ki ljubi Boga, naj ljubi tudi svojega brata. Kajti Bog se kaže kot lačen, žejen, nag, tujec, bolnik, jetnik. Karkoli ste storili enemu od teh mojih najmanjših bratov, ste storili meni. Jezusu. Amen. Draga Božja cerkev, ocenjujem, da je najustreznejše, da po tej pridigi skupaj molimo s srcem Jezusovo molitev Oče naš. Bomo vstali. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom. In ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Amen. Ker tvoje kraljestvo in slava in moč na vekomaj. Amen. Pesem pravi, naj bom služabnik, naj služim vsem ljudem, naj bom služabnik, tvoj zvest služabnik. Karkoli ste storili, enemu mojih najmanjših ste storili meni, Jezusu.
služabnik, naj služim ti, naj pomočnik bom, sam brez moči, tebi služiti srce si želim. Naj bom služabnik, tvoj zvest služabnik, tebi naj služim, Gospod. Naj bom služabnik, naj služim ti, naj pomočnik bom, sem brez moči, tebi služiti srce si želim. Naj bom služabnik, tvoj zvest služabnik, tebi naj služim, Gospod. Naj bom služabnik, naj služim ti, naj pomočnik bom, sem brez moči, tebi služiti srce si želim. Naj bom služabnik, tvoj zvest služabnik, tebi naj služim, Gospod. Gospod naj te blagoslovi in te varuje. Gospod naj da sijati svoje obličje na tabo in naj ti bo milostljiv. Gospod naj dvigne svoje obličje na te in ti podeli mir. Amen.